Pa tako meni se zdi, da sem jaz kot najstnica ful preveč resno imala življenje. Tako ful. A veš, niti da pridem domov in je tako, zdaj pa tle moj partner odvih od vsega. Ne sem v pisarni z njim, pa pridem domov, je on tam. Včasih je to malo težko, kad delaš nekaj po feelingu, pa misliš pač, da je to dober. Sploh jaz sem ful taka, da... Danes v Skodelici kave gostim Karin Poravne, lepo pozdravljena. Živjo. In verjetno si ena izmed redkih oseb, s katero smo imeli prej tudi z našim snemalcem najdaljšo debato o kavi, kar jih je bilo. To je, če prideš prej na snemanje. Tako. In pa če imam na drugi strani takšno ljubiteljico kave. Ja, smo imeli kar debato, ker to je pač highlight in ko sem jo dobila, sem vedela, da bo to en tak lep dopoldne, lepo jutro. Super. Je bila tvoja prva kavica? Ja, se res skušam, da imam eno na dan, pa da je tista tako, moment, ni da neki na hiter, tako da sem ti rekla prej, da je zjutraj v studiu nisem, ker sem pa tih upala, da bom dobila, tako da je prva, pa tudi edina. Ok, me veseli, da je dobra, Yeah. da ti nismo zdaj pokvarili dneva s slabo kavo, ker pol zagotovo ne bi bil dober dan. Je dobra. Drugače pa vem, da si kar človek rutin, a ne? Zdaj ne bom te klasično vprašala, kako poteka tvoj dan oziroma tvoja jutranja rutina. Okay. Ja, jutranja rutina, ampak vseeno pa imaš rutino. Zdaj, ponavadi se hočem izogniti temu vprašanju, ampak pri tebi težko. Ok, kaj te zanima? Kako sem svoj dan začela, kakšne imam rutine? Kakšna je tvoja rutina? Okay. Ja, moja rutina mora že sam zaradi tega, ker nisem sama, ker imam 2 kužka, ker imam biznis, ker imam podjetje, ki narekuje nek določen schedule biti. Tako da jaz ostajam ob 5. To me vsak vpraša, kako, ampak trik je pač samo to, da grem pač jaz zgodaj spat. Tako da vam čisto isto, veš, 8 ur, vsak drug, samo da vam pač malo zamaknem. Tako da jaz ostanem ob 5. Zjutraj, če bi rekla, da vsak dan se strečam, meditiram, bi se zlagala, ker mi velikrat ne uspe, pa velikrat me toliko potegne ta kužka, da se sam tako 15 minut sam z njima crklam. Si pomir prepam zajtrk, dam za jest njima, ju peljem ven, se preoblečem, vzamem torbo za gym, vzamem torbo v pisarno in grem od doma. Da se izognem gužvi hiter, grem direktno na trening, odtreniram se, stoširam, zrihtam, grem v pisarno, pozdravim punce, zdaj imamo ful fajn, ker imamo pisarno in studio, torej potni studio, ki je zdaj en tak moj velik fokus biznisa na enem mestu, tako da to mi je top. Se umaknem, pojem zajtrk, vedno imam trdo kuhana jajca, ki smrdijo, zato grem vedno v svojo pisarno, pojem zajtrk in pol se zalaufam. Wow, to je to. Strukturirano zelo. Ja, to je to. A si že od vedno tako organizirana oseba? Ja, sem, ampak ful me veseli to. Od vedno sem ful rada imela plenarčke, blokce, ne vem, od kje imam to, ali imam to prirojeno, ali me je šola naučila, ali so me starši naučili, ampak ful imam tako rada. Se mi zdi, da ko imam razpust in vse, da sem ful anksiozna, pa da ni to. Sam po drugi strani veš, je pa to tudi malo slabo, ker včasih pa pol ful ne znaš spustiti. Veš, ne znaš biti pol spontan, ne znaš imeti nekega flowa. Če mi nekdo reče, da smo na vezi za soboto ali pa da bomo videli, kaj bomo za vikend, sem kar tako živčna, tako da se malo pol učim tudi, da moraš imeti pa malo tudi spontanosti v lifeu. Tada potem si ena tistih oseb, če ni zapisano, ne veš. Ja. Pa na papir. Ne, jaz sem na telefonu, papir me je že zdavni, sem ga jaz prehitela, ker nisem mogla skozi pisati in pol nik, da je lahko dava takrat sestanke, pa nimam plenarja sama, tako da Google Calendar, pa veš na telefonu, ko imaš novce, ki si noter lahko sam pišeš teske, je sam to. In kdorkoli mi kaj reče, da po pisarni, po salonu, ko letam, je sam tako, ok, zapisano, ker če si ne zapišem, jaz to pozabim vse. Ja, te čist razumem. Ampak ja, to je neka dobra stvar, se mi zdi. Ampak neko ravnotežje, kot si rekla. Ja, moraš ga kar imeti. Ja. Se mi zdi, da to kar dobro tudi pokažeš na družbenih omrežjih, predvsem na Instagramu, kjer si zelo upletena v vso dogajanje, tudi deliš veliko trenutkov. Ti je pa verjetno ravno ta fleksibilnost in pa to, da si ti ustanoviteljica in lastnica podjetja in akademije in še blagovne znamke Elinor, ti dopušča to, da imaš mogoče malce več svobode pri sami organizaciji. Ja, ful je fleksibilnosti, spet na začetku je bilo meni to top, zato ker pa si sam krojiš, zdaj bi mi mogoče pasal, da bi imela od 8 do 4 in da po 4 je pač mir. Tako,
Vse tako, kot si rekla, pač plus je ful to, da jaz, če se v torek zjutraj zmislim, da bi rada bila doma, sem lahko doma, grem lahko, a veš, kamorkoli. Po drugi strani pa je pa glava tista, ki se ne ustava, ne. In je pa ful velikrat na sprehod, pa neki telefonski klici, pa zvečer bi mogla iti že spat, pa je nujno treba nekaj urediti. Pa budilka vsak večer ob 8, da ne pozabim, da počekiram urnik za naslednji dan, a veš, stranke, če treba še karkoli spremeniti. Pač itak so plusi pa minusi, tako kot pri vsaki stvari. Velika do vpraša, če bi menjala. Jaz imam feeling, da niti ne mora menjati, ker ne vem, če bi znala drugače funkcionirati. Sem se pač toliko navadila tako delovati, kot delujem, in zaenkrat pač mi je ok. No. Ja. Ja, verjetno mora biti tudi naporno, glede na to, da ti kot oseba stojiš za vsemi temi stebri. Mislim, da si tudi enkrat rekla, da imate 3 stebre. Torej 4. Ja. In verjamem, da misli švigajo. Tudi v prejšnjem podcastu, ki sem ga poslušala, si rekla, da je največ idej takrat, ko misliš, da ne bodo, v nekih sproščenih trenutkih, na supu z nikom. To si zapomnila. Če je bilo ravno na supu. Ja, sup ne. Se veselim, da greva spet na sup, ker me zanima, kaj se bo takrat utrnili. Ampak ja, pač dejansko, zato sem pol nekaj prebrala, pač da naši brain juici rabijo pač boredom, dolg čas. Ti ne boš, ko boš najbolj hitel, vsem pa pa sestank, pa pa tretji, pa četrti, tvoja glava nima časa sploh razmišljati in kreirati nove ideje, ker se pa ti ustaviš in zato so ponavadi pol najni sprehodi zelo produktivni, pa sup je pol zelo produktiven, takrat so pa pol pač nove ideje. In zato tudi rabiš, to je snika pol učim, rabiš se tudi ustaviti, ker se v resnici ne ustaviš, ampak greš v tisti creative flow, ki ti ga mogoče med tednom, ki si res iz taska v sestank, v tisti, mogoče pač malo zmanjka, Ja. Nik je torej tvoj partner in tudi sodelavec v bistvu. Ja. Vse, emotional support. Ja, v bistvu z Nikom sva se 3 mesece poznala, ne dejtala, poznala. Najprej sva začela firmo, pol me je vprašal, če je bila njegova punca. In sva zdaj poslovna partnerja, privat partnerja, že skoraj 5 let. Moj emotional support, ker je čist kontra mene, kar rabim v življenju, zelo prizemljen, zelo racionalen, zelo tako, ko bi rekla, z glavo razmišlja, ne toliko s čustvi kot jaz, recimo. Jaz sem tako en orkan in pa je on moj steber v sredini, ki me drži, veš, da ni to kaos. Ampak verjetno mora se tudi on navaditi na tvoj način delovanja in ti na njegov. Se še navajava. Predvsem se mi zdi, da so ful res te razlike moški-ženska. Pa ne, da nas ženske kaj dol dajem, ker pač smo legende in kraljice in vse, ampak še vse en pač drugačna bitja smo. Ful smo ciklične, delujemo drugače. Moški imajo 24-urni cagarček, oni se vsak jutr resetirajo, oni so ful tako, sej veš sama, pač cikli menstruacije, 28 dni, naši moodi in hormoni so pač tako in enostavno, kukarkoli pač obrneš, pač delujemo drugače. Pa se mi zdi tudi on, da lahko odnese s ful manj spanja, da stres čist drugače doživlja kot jaz, da se na stvari odziva ful manj čustveno in pač to so razlike. No, tako da se še danes učiva teh razlik in da je okej, da jaz mogoče na kaj odreagiram drugače, kot pač ona, ne. Pričakovano. Če ne druga, smo vsaj druge osebe, ne? Ne more vsak že isto. samo to. Je pa verjetno komunikacija tukaj ključna pri vama. Ja. Mislim, mi dva sva itak že po defaultu ful kompatibilni osebi, tako da pri nama se mi zdi, da stvari ful tako organsko tečejo. Ne vem, če sva se kdaj v skoraj 5 letih tako res skregala, pa šla skregana spat ali pa kaj. Ampak komunikacija, jaz sem se tako doma ful navajena pogovarjati, jaz ga kar posedam, zdaj se pa pogovorila, zdaj se pa zmenila, tako da vse sprot razrešujeva in se ful pogovarjava. No, lepo, to je ena lepa vrednota, ki si jo predala v bistvu nek način, ne? Pa kar ključna. Kaj pa je morda najboljši, najslabši del tega, da delaš z njim? Lih to, ne, da nimaš, on mene nači biznisa, ne. A veš, niti da pridem domov in je tako, zdaj pa tle moj partner oddih od vsega. Ne sem v pisarni z njim, pa pridem domov, je on tam. A veš, in je skozi pač ta biznis, pa Nik je, on je tok
work-driven, success-driven, on bi zdaj imel še salon na Štajerskem, on bi zdaj Elinor imel še tam, še tret, a veš, ful je. Sej hvala Bogu, ampak na drugi strani sem jaz malo proti težko, kdaj malo umirim. Ampak ja, včasih je to malo tako težko, ko bi se jaz tako sam tako deva se malo samo ustavil, on je tako, kaj igrav še to? In sem tako, pač ura panika v mene, veš, anxiety. Ampak spet ne bi pač menjala, ker po drugi strani pa se mi zdi, da me razume, tako, ka me mogoče partnerka ne bi bil v podjetniškem svetu, pač ne bi razumel. Zagotovo so plusi in minusi. Ja, itak. A kaj moraš daj včasih posest, pa mu reči, lej, to so v tem letu že dosegla, v redu je, velike stvari so še pred nama. Moram, zato ker moj Nik se ful ne zna sam sebe pohvaliti. On je ful je skromen, tako nikoli ne bo silno, daj se nama gre dober. Ful prevečkrat sam tako na tisto, kaj ne gre, pa premalo na tisto, kar gre, tako da ga jaz pa malo dvignem. No. Ja. Ko smo že ravno pri Niku, Okay. kaj pa drugače rada počneta v prostem času? Kako se sprostita? Ful rada greva na izletke, pač to imam jaz toliko rada. Mi imava super krog mejhen prijateljev. Lih to, kar sem ti pred začetkom snemanja rekla, da imava vse vikende pobukirane, ful pač radi, da zjutraj gremo v naravo, gremo na morje, gremo nekaj, sploh zdaj, ko imava kužke, da pač smo aktivni, da se imata tudi one dva fajn, ful rada jeva. Pač vidva tako, ko prije do hrane, prav njih tako, Kari, če bi nekdo gledal, kada sva uno zjame, lih kar prišla, ful sva strastna do hrane, obožujeva Italijo, obožujeva potovanja, obožujeva dobro kavo, obožujeva kavo. Ja, to je to, no. To je posebenega. Italija je vajna destinacija, kamor se rada vračate. Ja, ful. Zaradi pač kulinarika. Meni je to life. Jaz, če bi bila hrana, bila moj hud bel hlebec v pekarni. A veš, en hud hidrat. Nik bi bil pa en sir zraven mene. Da ja, vidim, da so baš ta italijanska kuhna je nama life. In kaj je najljubša destinacija v Italiji? Veš, kaj mi, da bi zdaj rekla, da sem ful Italije prečesala. Nisem, lani sva bila v Apuliji, pa nam je bilo ful dober. V Toskano si ful želiva iti, pa Umbrija pa tam okrog. Drugač pa pač italijanska stran Brd. Veš, ker si ful hiter in sam, če greš čez mejo, so cene takole, Aperol 4 vrčke. Za jest ful dober, Italijani prijazni, dog friendly vse. Tako da to nama je tako. Pa za vikend lahko skočeš. Tako da zdaj v naslednjih vikendih bo tudi Italija na sporedu? Ja, maja. Lepo, ja. Ko bo že malce sonček. Ja. Danes nimava ravno najlepšega vremena, ampak je pa popoln za takle pogovor v skodelici kave. Ja. Lepo. A te kdaj morda moti, da si pri svoji karieri tako povezana z Nikom in verjetno si vedo, da nisi samo ti, da je tudi Nik? Ne, meni je to kvečjemu plus. Na začetku me je motil, ker so vsi mislili, da sem samo jaz. In so mislili, da jaz mešam produkte doma v svoji sobi, da jaz pakiram vse pakete in je bil kar proces sledilce pa customerje navaditi, da nisem jaz, da je ekipa. Tukaj je infomail, tukaj je to, jaz ne vem, kje je tvoj paket, jaz ne znam našega programa za pakete uporabljati, jaz ne znam pogledati, kje je. Ful enih takih stvari, pač ne vem, ne znam, ker pač sem jih predala in to je to. Tako da ne, meni je to, mislim, ekipa je tako ključna, brez ekipe te pač greš lahko samo do ene točke, za scale rabiš pač ekipo in zdaj, ko so se stranke navadile, da nisem Karin, da je pač takes a village, mi je v bistvu ful lažje, no. Eno tako breme je verjetno šlo. Ja, je pa še vse moje ime pa moj obraz povsod, kar mogoče kdaj ekipa ne razume, pa kdaj mogoče, ko imamo kakšen našmit, malo ne štekajo, zakaj sem, ne vem, jaz tako čustvena, ali pa se kdaj kaj zjokam, ali pa me kdaj kaj ful bolj prizadane, ker sem še vsem tako na konc dneva, ne bodo rekli rodnika, ali pa od une, ampak je vedno od Karin, salon od Karin, sem bila pri Karin na nohtih, veš, na ta način. Tudi, če bojo pri kakšni drugi nohtni stilistki. Ja, pač salon je od Karina, ne. Ampak ja, pač to pride zraven, jaz skušam to čim bolj pozitivno obrniti, ta moj osebni brand in mislim pač, da nam gre še vsem dobro. No. Ja. Mislim, da tudi vsi odzivi pričajo o tem. Ja. Zdaj ste pred kratkim odprli salon na novi lokaciji. Tako. Mislim, da je to trenutno najbolj v spredju pri tebi, verjetno. Ja. Se pravi, dober mesec smo. Salon obstaja že 4 leta, prej smo bili na drugi lokaciji. Zdaj smo se dober mesec nazaj selili nasproti Aleje,
v 4x večje prostore. V bistvu smo vse skupaj full upgradali, najn inspo je Bali, ker tam je vse pač tako, ko smo se spet pregovarjali o kavi, še ko greš na kavo experience, ko greš na nohte experience. Jaz sem kdaj prišla domov iz nohtov in a veš, pa so mi dali poto, pa tretj, pa četrt, a veš, tako wow je. In to sem mi dva hotela pri nas pač narediti, zato je bil en full velik step, da smo v bistvu redno zaposlili full time 2 receptorki. Torej, ti, ko prideš v salon, si sprejeta strani receptorke, ti je odvzet plašček, so ti ponujeni copatki, kakšno kavico, mačo, čaj boš, doktorirala sem iz šalčk, kakšne bodo, da je res pač vse na nivoju in potem te stilistka odvede in pospremi v zgornje nadstropje, kjer pa potekajo vse storitve. Tako da se v bistvu, ja, ta salon je bil kar velik step, še vedno ful delava na tem, ful sva več tudi midva tam z ekipo, pa ful delava na tem, da na tedenski bazi dajva ekipi feedbacke, kaj je ok, kje so pač prostori za izboljšavo, zato da držimo ta nivo, zato da stranka, ki pride k nam, da je res videna, cenjena, da odide s profesionalnim, kvalitetnim rezultatom in da je bil tako celostna izkušnja, da je bilo wow. Tako da ja, zdaj je to kar fokus vsakega dneva in spet sem vesela, kam gremo in zadovoljna sem, kako gre. Pozitivno presenečena zaradi lokacije, nisem si mislila, da je toliko ljudi v teh, veš, kako so te dvori, Celovški dvori, ki so nad salonom, da je toliko enih ljudi, ki tam živi in ki so naratali za naše stranke. To me je ful pozitivno presenetilo, tako da nad pričakovanji. No. Je tudi nova lokacija zdaj bolj priljubljena? Ja, sej to. Jaz sem se bala seliti, ker veš, kaj se stranka na neki navad. Ja. Vesela sem, da smo uspeli dobiti tak prostor tako blizu, to je bilo čisto na ključje, ker mi da sva gledala ful tudi izven obvoznice, pa vse, kar dobiti prostor je. 2 leti smo iskali, ker pač ni parkingov, mi rabimo veliko parkingov. Ja. In to je skrb skoraj vsake stranke. Ja. Že za zaposlene ni bilo, kaj šele za stranke in sem rekla, pač to je no-go. Tako da nova lokacija, samo 2 kilometra stran smo šli od prejšnje in smo v bistvu tudi vse stare stranke brez problema potegnili zraven, pa zastonj parking ima paralej, tako da je še boljšno. No, super, se je vse poklopilo. Ja. A si sploh predstavljamo, kakšen velik projekt je bil to? Zdaj na Instagramu si delila neke utrinke in se mi zdi, da so sledilci dobili neke vpoglede, ko je drugače ne bi bili deležni. Vsi tvoji to-do listi dolgi. Ja. Ampak ja, to je velik projekt. Ja, pač je kar bil, sploh mi smo ta prostor dobili v 3. gradbeni fazi, pač noter ni bilo nič, ni bilo tal, ni bilo sten, vse, veš, ven visel, vni štriki, 3/4. Novembra sva ga dobila, že to sva bila, nisva vedela, če ga bova, ker smo bili na ogledu en za drugim. Potem smo v bistvu november, december, januar delali tla, take zadeve, ko čakaš majstre. Pa, ko so bile pa enkrat te stvari zložene, smo pa mi v 3 tednih dali vse nakupno. Je pa tle ful se pozna to, da sva imela res odzivne prijatelje. Mi da sva napisala vsak vikend, mi da bo v salonu od 9 naprej, kdor hoče pride in vsak vikend so prišli in mi smo ful naredili sami. Pač ogromen smo sami naredili, nik ima ful sposobne fante okoli sebe in če ne bi, da bi mogla vse res majstre čakati, bi po moje ful časa trajalo. Itak. Ja. Pomoč vedno pride prav. Ja. Si pa tudi ti večkrat o tem govorila, da si moraš priznati, kdaj rabiš pomoč, a ne? Ja. Da ne moreš vsega sam. Pa malo si se na to navezala že tudi prej. Ja, je nik ob meni, ja, nisem na vse sama. A ti je bilo to najtežje, prositi za pomoč? Na začetku ja. Na začetku sem bila še čisto žaljena, ker on sploh hotel biti del Elinorja, ker to bo moj brand. Zdaj pa če dale bolj imam rada, ko prihajajo zaposleni, ki so tam zato, ker obvladajo to področje, ki so tam zato, da razbremenijo mene, da lahko pač jaz tudi dam. Tudi jaz čutim v sebi, da se po 10 letih hastlanja in bastlanja in ful dela, tako čutim, da bi se rada mal umirila in kakšno stopničko nižji stopila z vidika tempa v življenju, tako da zdaj mi ni več težko. Na začetku pa je to predajanje dela, ja. Še zdaj se kdaj zalotim, da mikromanežiram po salonu, pa nekaj rečem, pa tako, a si, pa tako, da je kar in nehi, pač zaupi, pust, ampak mi ni več težko, kot mi je bilo na začetku. No. Mi je v bistvu skoraj da ne nujno.
Pa si mislila, da boš kdaj na takšni poziciji z zaposlenimi vodja? Ne, nikoli. Zato, ker jaz pač sem kot 20-letna punca sam začela, kar je mene veselilo. In pač to je bil make-up. In to se je pri meni tako organsko razvijalo, zato ful mi je čudno, ko me kdo vpraša tako za neke nasvete, pa mentoriranja, pa to. Pa kaj sploh ne vem, kaj ne rečem. Zato, ker, a veš, kaj je šlo tako organsko in samo. In pol šele, ko sem Nika spoznala, je prišla ta malo podjetniška plat zraven, pa to širjenje, pa to. Pa če sem čisto iskrena, si še zdaj včasih rečem, ko bi bilo lažje, če bi imela sam sebe pa njega za menedžirati, ker imaš enkrat ekipo, se ful ukvarjaš sam z managementom, pa kaj jih motivira, pa pa tret, pa sej veš, pač ta human resources si pol. Nisem si mislila, sem pa pač vesela, no, da smo tle, kaj smo. In kako velika je že zdaj vaša ekipa? Že bi mogla prav prešteti, zato, ker tako, kot sem rekla, imamo 4 stebre. V prejšnjem letu smo se kar dost pokatali, se je ekipa ful zožala, ker se je v bistvu vse malo spreminjali. Nor smo začeli malo drugače delati, salon se je razširil. Tako da jaz mislim, da smo tam na ene 14, 15, ja. Ampak to je tako res vse, od študentov do redno zaposlenih. Do takih, ki so full time 8 ur na dan, do takih, ki so po projektu, po potrebi. Ampak recimo tam okolja. Tako da v bistvu se nisi nikjer učila, kako delovati, kako usmerjati svoje zaposlene. Ne. Včasih je to malo težko, kad delaš nekaj po feelingu, pa misliš pač, da je to dober. Sploh jaz sem ful taka, da jaz sem tako ful nežna, pa ful empatična, pa ful se mi gre za to, da se razumemo, pa da se ljudje dobro počutijo, pa vse, kar je ful dober in so ljudje, večina njih, ki to ful cenijo. So pa eni ljudje, ki bi pa mogoče na mojem mestu bolj rabili neko vodjo, ki je bolj avtoritativna, veš, malo baluno tako. Včasih si moram malo v glavi včasih skozi si moram v glavi dopovedovati, Karin, na prvem mestu pač si njihov šef, si tukaj zato, ker nosiš odgovornost, da stvari tečejo, da funkcionirajo. Na drugem mestu smo pač tukaj zato, da smo prijatelji. Jaz to veš, daj malo zamenjam. Ampak se mi zdi, da se mi je tudi s tem novim salonom, ka vem, koliko sva vložila in vse, da se mi je tudi samozavest kot vodji ful dvignila, in da kdaj nastopam bolj odločno. Pa en mentor je ful dober pri meni tako izpostavil, da imam ta avoidant mehanizem, veš, da ko je treba nekaj povedati, ko nekdo nekaj ne naredi okej, ko imamo neko težavo, jaz kar malo podmetam. Pa se v redu, pa sem naslednji teden rekla, pa se pa to nikoli ne reče, a ne? In to ful ni okej. Tako da to sem si ful dala v glavo, ko je nekaj, povej takoj, reč takoj, skomuniciri takoj, pa z Nikom sva tudi ful taka, da spodbujava kritike, recimo, če sva pri kritikah v obe smeri. Mi da vedno rečeva ekipi. Pač zdaj pa ti povej, kaj tebe pri meni moti. Kaj lahko jaz naredim več, kaj ti ni okej. In so ful dobri, ki ful rečejo in je ful dober. In lahko pa tudi mi dva z Nikom, v bistvu z njihovimi feedbacki postava boljše vodje. Ne? Pa vedno rečeva, mi da so bila vržena v management, jaz ne vem, jaz to prvič delam. Ve, pač recimo puncem v salonu ali pa ekipi rečeva, pač vi ste najni učitelji, povejte. Ampak ja, to je taka, veš, neskončna igra. Pač skozi se učiš, nikoli nisi tam, pa tudi en mentor ti reče tako, en mentor ti reče tako in na koncu ful enih mnenj in vse, na koncu moraš pač sam sebi slediti, pa pač narediti vse tako, kot je deep in your core. Jaz nikoli ne bom šef, ko bom pa zdaj tlele. A veš, ker nisem taka, ne? Ja. Je pač okej. Ne bi bilo naravno. Ne bi bilo naravno, ja. Ampak si mislim, da se ti je zdaj skozi vsa ta leta pokazalo, da imaš kar dober občutek, pa da veš, kaj je okej, da zaupaš sebi. Ja. Ta notranji kompas se mi zdi, da nam sploh ženskam ful dela in je prav, da mu pač sledimo, da se poslušamo, ja. No, ful dober. Krvav, ko razmišljaš, da si bila nekako vržena v to, oziroma da te je pot popeljala neznano kam. Mislim, sej verjetno imela si nek ta svet lepote, torej že kot make-up artistka, ampak vseeno. Ja, ampak ja, nisem si mislila, da bom od vizažistke, ki je pač delala sama, za svoj gušt, maturantke, začela doma v sobici, dejansko tle. Pač nisem si, res ne. Ampak ja, očitno je to pač moja pot in ji pač sledim. En tvoj steber je pa torej tudi lepotna znamka, Elinor. Zdaj, to je vse tako malo sočasno nastajalo. Elinor je v bistvu malo podaljšek mene. No? Pač jaz sem bila lih v vrhuncu vizažistke,
vizažistične kariere, če je to beseda. Se razumemo. Se razumemo. Se razumemo. In takrat sem ful hotela imeti nekaj svojega. Tako nek pečat sem hotela pustiti. Videla sem, da imam ful zaupanje pri sledilcih. Takrat sem začela tudi malo, ful sem se javljala s terena, s temi wedding vlogs varianta. In to je bilo pač očitno ljudem všeč. Se mi pa zdi, da sem bila kar malo v pravem času, na pravem mestu, ker takrat je bil Instagram še tako, kaj na gline se je šele oblikoval in si ful hitro lahko rastel. Danes je že vsak drug neki se snema, a veš, drugačni časi so bili. In pa so mi tudi v bistvu prijateljice ful začele govoriti v smislu pač tako, dej, zakaj dviguješ druge znamke, da je nekaj svojega nared. Ker si nisem pač mislila in pol je prišel Nik in pol on je pa že prej delal v enem startupu in je imel to znanje in je vedel, kako pa kaj se pač te stvari sploh začenjajo. Sedaj takrat pa skupaj začela. Jaz sem bila šokirana, koliko je to dejansko enih drugih stvari. Jaz sem mislila, da bom pač sam tako imela lepe produktke. Pa imaš pa pač vse sisteme, pa analitike, pa pa tret, pa četrt. In na koncu gotoviš, da ne glede na to, kaj delaš v biznisu, kaj delaš je tokle. Jaz bi lahko zdaj prodajala, ne vem, rože, torbice, bilo kaj. To, kar je pa ostalo v biznisu, je pa pač isto v grobem. A veš, spletna prodaja, marketing, e-mailing, moraš laufati, influencer marketing, content, je pa pol isti šmorano. Karkoli se pač lotaš, to rabaš. Ampak si čutila od vedno v sebi, da boš imela nekaj svojega, ali se je potem z Nikom prebudila ta podjetniška Bolj z Nikom, ker tega nisem doma dobila, ker oba moja starša, še to, kar sem bila tako podjetna, ne vem, po kom jaz to imam, ker moja starša sta oba zaposlena, javni sektor, veš, nobenih kakšnih takih ni bilo in sem bila vedno tako bolj vzgojena. Faks, služba, dobra služba, da boš lahko pač preživela, ne. In ne vem, od kje jaz to imam, ker tudi moja sestra je v podjetništvu, strči z druge vode, ampak se tako večkrat to pogovarjava, od kje to midve imava. Tako da, ne vem, ampak ja, Nik je tle ful naredil, no, da mi je to dal. On je bil pa odvedno, on je pa kot tak mečka Nikec je on prodajal borovnice. Mogoče je grozdje. Borovnice ali pa grozdje, ali pa mogoče me bo popravil, da ne eno, ne drugo, ampak doma za cesto on to prodajal. Ne bi pa odvedno tako. Kaj jaz lahko imam, da prodam naprej, da jaz dobim neko dobrine, to je njemu že ful delati od začetka. Tako da pa se mi zdi tako dober meč, no. Ko smo si različni. Ja. Ja, je pa res bilo zanimivo, ker spremljam obe vaju sestro in ti svoje in zdaj Lara na svoji poti. Ja. Pa obe dve imate podobno estetiko, to je res, to se vama kar prepleta. Ja, tle se kar štekava, pa kavičke, pa vse beš, vse beš. Ja, tle se kar čutva, je taka moja soul sister, tudi tako po duši, ne sam krvna. Ja, pa obe dve se mi zdi, da sledita nekemu temu manj je več, ne? Ja. In temu tudi ti slediš s svojimi produkti pri Elinor. Ja, jaz sem videla, ko sem imela tečaj ličenja, ko so punce prihajale k meni s takimi kozmetičnimi torbicami, pa milijon produktov, pa ni vedela kaj pa kako. In že na tečaju ličenja sem jaz vedno pač učila, lej, to pa to rabiš, če se mi da zdaj to naučiva dobro med sabo pokombinirati, dobro uporabiti, je to. In nekako je to tudi vodilo pri Elinorju, zato mi tudi nimamo milijon izdelkov, zato jih tudi ne mečemo ven milijon na let, ker v bistvu ti rabiš za nek pač lep make-up zjutraj 5 minut in par izdelkov in je to. Pa združujemo svet skincarea in make-upa. Mi dajemo ful velik poudarek na formulacije, da so že formulacije zelo kvalitetne in mi je tudi ful lepo pol, ko stranke pišejo, da se jim je po uporabi našega make-upa dejansko koža izboljšala. No. Tako da tle smo malo hibridni. Ker v bistvu so vaši produkti tudi v lekarnah, ne? Ja. To je kar... En tak štempel. Ja, so kar zahtevni, hočejo vse certifikate, vsa dokazila. Veliko lekarn ima tudi določene pogoje, katere smo se pol vrgali izpolnjevati in spreminjati stvari, da smo pač lahko prišli noter. Tako da ja, lekarne so tako super mesto, pa tudi zelo, a tle lahko preklinjam. Ja. Zajebano mesto. Ja, itak, ja. Ampak je pa to eno potrdilo, ne? Ker zdaj poznam ljudi oziroma prijateljice, ki pač bojo kupile tiste stvari, ki so v lekarni, ker je še vse na to en tak znak, en standard. Je kakovost. Okay. Kako je pa bilo to iskati, da si najdla ponudnika, ki zagotavlja tako kakovost, ki si jo želela? Kdor nam dela Elinor v tem smislu? Težko, ker ful ne dobiš odgovorov.
Na začetku pisala sem po moje 200 tim, pa ful ni bilo. Na koncu je Slovenija prevladala zaradi kvalitete. Sploh ni bilo na začetku tako to pa slovenski brand. Tako da Slovenija smo začeli, pa smo pa v bistvu zdaj najdeli enega dobrega na Poljskem, tako da imamo en del tudi na Poljskem, pa naše šit maske so v Koreji. To sem ful ponosna, ker sem se na Balju čisto K-beauty zaljubila in mi je top, ker tam si ne upaš uporabljati nekih aktivov zaradi tog močnega sonca in sem to vse doma pustila in sem šla sam na boost kože, sam na vlaženje. Tako da ja, v bistvu to. Na koncu veliko več drugih faktorjev tudi pomeni veliko poleg kvalitete, zato ker greš le v nek odnos, kjer mora biti pač komunikacija ok, odzivnost mora biti ok, pogoji pošiljanja, pogoji minimalnih naročil, a veš, tako fulenih stvari, ki jih moraš pa ti v ozadju uračunati. Tako da ja, zdaj imamo v bistvu te 3 države, ki nam delajo produkte. Kakšen je bil pa občutek, ko si mogla prvič večjo količino produktov naročiti? Je bilo kaj straha, a bo šlo ali ne bo šlo? Sploh ne vem v bistvu, koliko je bila prva. Moja, da je bila prva par 100 kosov. Mislim, veš kako je, midva, ki smo lansirali olje pa peeling čist prvič, midva sva pač mislila, da to bo tako sold out. A veš, ti imaš kar občutek, ker ti to toliko živiš, da kar vsi drugi sam še tebe čakajo. In pa smo mi to lansirali in je bilo tako prvi dan, ne vem, 15 naročil. In jaz sva kar tako, shit, a ne? A to je to? Ja, in pol ti smo v reality check, to bo pa treba orank migati. In to sem se pol tudi pogovarjala še s parimi influencerji, ki so hodili v neke svoje blagovne znamke. Ful misliš, da bo to tako luškan projektek za zraven. Sam ni, ne, pač ti moraš toliko migati. Ful folka misli, da je prodajamo sam zaradi moje baze. Mojih 24,000 followerjev ni dovolj, da bi Elinor preživel, pa živel, žal. Rabaš vlagati ful v marketing, v oglase in vse. Tako da je treba kar migati, pa pač kozmetični segment je toliko nasičen. Mislim, da je vse danes nasičen. A veš, da je z vseh strani vse bombardiran in prepričati zdaj stranko, zakaj ti. Še danes je zelo veliko, pač zgodba naša, pa jaz, pa vse, ampak ja, je treba pač tudi ostalo, ker sam jaz nisem dost. Ja. Ampak se mi zdi, da ste tudi nek tak timing imeli, ker je bilo vse to nasičeno na družbenih omrežjih z preveč make-upa, z nekimi preveč namazani. Se mi zdi, da so se ljudje začeli obračati potem spet v drug ekstrem. Ja. Potem ste vi prišli s svojimi BB kremicami in naraven videz, naravna lepota. Se vse tako lepo poklopilo. Ja. Nekako na ta način sem jaz gledala ta vaš razvoj. No. Ja, malo se je takrat končala ta sfera teh ful močnih mat make-upov. Ja. Po drugi strani se mi pa zdi, da smo potegnili pa tudi veliko žensk, ki so skozi hotele biti lepo naličene, pa niso vedle pa znale kako. Naši produkti so pa res ful simple za uporabo. Tako ne moreš pač zasrati. A veš, ker je to, tudi če daš blaž malo preveč gor, vsem bo dobro izgledalo. A veš, BB krema, tudi če nisi zadela v 0 odtenka, ona je toliko lahkotna, toliko se prilagodi koži, da bo okej. Tako da smo tle tudi veliko takih punc dobili, žensk, no, imamo, bi rekla, da bolj zrelo populacijo, ne toliko mlade punce, ki so se z nami tako prvič sploh srečale malo bolj z make-upom. No. Kaj pa je mogoče za tebe najlepši del na ženskem obrazu? Zdaj tudi, glede na to, da si to kličila, kaj si vedno hotela poudariti, kaj ti je lepo? Meni je pač koža. Če je pač koža lepa, pa ne govorim brez mazolčkov, to ful ljudi meša, ampak če je koža nahranjena, navlažena, a veš, da ni suhih, da ni dehidrirana, bo pač tudi make-up lepo stal gor. Če pa je koža, pač, če se tam vidi, da ni neke nege, jaz te lahko dam najbolj drage produkte gor, pa vse moje skillse zlijem, pa dušo pustim v tistem make-upu, pa ne bo to. Zato jaz pač vedno rečem, pač koža. Je pa pač kompleksno, a ne? Pač niso samo produkti, največ narediš z lifestylom. Jaz odkar sem ful spremenila prehrano, vidim ful razliko, pač imam 100-krat manj izdelkov kot prej, pa je ful bolj glowy, pa nabustana, pa vse lasi je ful bolj močni. Pač od znotraj je treba začeti. Potem pa vse ostalo, ja. In pa manj je več. Ja, definitivno, to pa sploh. Ja, ampak potrebuješ nekaj časa, da priješ do tega, da vidiš, kaj ti najbolj paše. Ne? To je itak triki in je treba pač čez neke
čez veliko enih izdelkov, ki ti ne ustrezajo, pa čez nekih protokolov, mogoče pa nekih smernic probati. Ampak ja, na eni točki tako vidiš, kaj ti ustreza, pa kaj ne, če se le znaš poslušati, pa opazovati. Kaj pa si se naučila zdaj skozi ustvarjanje teh produktov, verjetno veliko več o skincareu tudi in o tem, kaj vse je v kremicah, kaj je v ličilih. Verjamem, da je bilo to veliko informacij. Ja, ful, pa evropska zakonodaja je ful stroga. Itak imamo mi cel laboratorij v ozadju, ki pač dela za nas te stvari in so vse stvari po regelcih, ampak v bistvu se zaveš, da karkoli se prodaja v Evropi, je kvalitetno. Zaradi tega, ker pač nekvaliteta ne bo odobrena in ne bo šel gor. A veš, mi imamo ful strogo to, ful, najbolj pač na celem svetu. In pa ugotoviš, da sploh ni slabih in dobrih produktov, ampak so sam produkti, ki ti ustrezajo in ne ustrezajo. Ti moraš pa sam ugotoviti, kjeri so ti ok in kjeri ne. To je dobra novica, torej. Ja. Ker ful ljudi tako, pa je to, ali pa to promoviranje, da se ne testira na živalih pa podobno. Pač to so marketinške fore. Ti tak ne bi bil na trgu, če bi testiral na živalih. To so pač regulative, to je bare minimum, ki ga ti moraš imeti kot pač znamka, ne? Ali pa kakšni ljudje dodatno pišete, imate ta certifikat. A veš, ker sem kar tako, pač razumem skeptiko, ampak po drugi strani pač na trgu smo. Vsak izdelek, ki ti daš ven, ga je treba prijaviti. In to pač stane. In ne bo šel ven izdelek, ki pač ni dober. Ne? In so ljudje za moje pojme malo preveč in zahtevajo neke dodatne certifikate in lahko vidim tisto, lahko dobim tisto. Ne bi mi bili zunaj, bilo kdo ne bi bil pač zunaj, če produkt ne bi pač ustrezal in imel stabilne pač formulacije in bil ok. Si se ti kaj ustrašila na začetku, ko si videla, kaj vse morate izpolniti? Si se kdaj vprašala, si na pravi poti? Večkrat. Ja, pač kaj ful enih stvari v ozadju, ampak s tem se ful bolj pri meni nikoli ukvarja, ker njemu je pa to veselje. In več tako kaj stvari, teži kaj neki narediti, teži kaj neki lansirati baljon, tako, Gremo zdaj, to je pa izziv. Tako da se s tem balon ukvarja, no. Ja. Okay. Pa itak pač proizvajalci je na koncu dneva odgovorna oseba, on ima vse papirje, vso odgovornost, vse odgovore, vprašanje in to je to. Kako se pa ti spopadaš s stresom? A pa se z nekimi takimi? Slabo. Kako se spopadam s stresom? Po moje slabo, zato ker jaz imam že 4 leta kronične bolečine, takole v čeljusti pa v vratu. Očitno tle ful držim stres in po moje se ne zavedam, veš, in takole držim in stiskam. Tako da, ja, ugotovila sem, da lahko delaš vse meditacije tega sveta in sproščanja in ne vem kaj, če pač ti ne reguliraš svoje glave. Jaz sem ful preveč en ujetnik svoje glave, preveč meljam vse skozi, veš, se sploh ne ustavim. Ful sem ugotovila, da sem telo ful navadila, da je skozi go in ko ni go, grem kar v paniko, ker tako ne vem, kaj bi. Jaz moram kar kuhati, pa zraven moram še video gledati, pa še muziko moram imeti, pa tako, a veš, ful. In se ful učim, da tako delam eno stvar hkrati, da pijem kavo, ni telefona, jem zajtrk, ni telefona. A veš, ful se tako smo vsi ene stimulacije, se tudi otroci včasih so blizuni, pa so se igrali, pa je bilo ok, zdaj, ja, on mora jesti, pa imeti risanko zraven, pa pa tret, tako smo se na te dražljaje pač navadila, ne. Tako da pač meni je tak narava, ful me pomirja, da spremenim okolje, da sem recimo med vikendi z ljudmi, ki nimajo nobene veze z mojim biznisom, to mi ful paše. Včasih moram tudi malo stran od Nika, pač mi da sva res ful velik skupaj in si ful dava ta prostor, tako absolutno nič posesivna sva drug do drugega. Pa pač Bela pa Blue. Ne vem, meni sta ona dva ful terapija. Jaz tako, ko se na Blueja priklopim, se počutim tako, da sem šla viš na en napajalnik. Tako da odkar imam njiju, me tudi ful. Tako malo mogoče kaj ni otroci. Malo te opominjata, kaj je zares pomemben, pa kaj ne. Malo te ustavita. Ja, malo te ustavita tudi to. Ja. Verjamem pa, da je tudi pobeg na Bali en tak. Ja. Tam je pa itak live toliko počasnejši in je bil ful šok prideti nazaj. Zdaj greva spet polet za 1 mesec. Jaz to prav tako rabim za moj mental health, da se malo tako, ampak ja, tudi Bali je tako en happy place. Mi je bilo zanimivo spremljati, kako sta obrnila dinamiko dela tam, da sta zjutraj imela počasi za sebe, Ja. potem popoldne, ko se je pa skladalo tudi s Slovenijo, sta pa v bistvu delala. Ja.
Itak pač prilagodiš se časovni razliki, ful boljš to kot obratno. Si predstavljaš, da bi se mi da zbudila, ker je bila Slovenija že 6 ur budna in si bum. Tako je imel nekaj še zdaj v Ameriko in je rekel, kaos, ne predstavljam si. Ali pa da bi bilo toliko časovne razlike, da se sploh noč pa dan ne poklopta z državo. A veš, to so me tudi, ne vem, iz kjere države so bili, jaz sem tako bolj slaba s to geografijo, ampak so ful nočnih pol delali, ker je podjetje, kjer so bili recimo zaposleni, je bilo po noči in so me čisto obrnjeno vse. Tako da meni je to ful ustreza, lepo zjutraj pač zase dihaš, itak si spijo, ker jaz imam tudi ful to zjutraj, ko se zbudim, shit, a me že kdo rab, ker se salon ob 6 odpre. Ob 6? Ja, mi smo od 6 do 8 vsak dan. A me kdo že kaj rab, a je bila kakšna štala, že kaj gori, že in imam takoj ta rčane in polk eni, do 8 nisi na telefonu, pač jaz to ne moram, ker me pač zihar je kaj, tako da bali, kar pa še z tega vidika. Ampak je res, da je pač tvoje delo res močno povezano s telefonom, ne? In praktično ne bi mogla brez njega. Ne. Moj screen time je po moje zaskrbljujoč, nisem šla pa nikoli gledati, koliko imam. Ne boš verjetno, da ne. In česa se najbolj veseliš na Baliju? Tako sam enega odklopa, da sem spet v tem počasnem ritmu. Pa salmi bo ta wellness svet zaužit, ker tam je pač wellness ful v porastu, fitnessi so božanski, vsi pilates, plejsi so noro dobri, kava je ful dobra, vsi moje jutranja branja na plaži, pa tako da jaz imam plan, da se ta dober mesec čim bolj odklopam, po mojem bom tudi sodelovanja dala na pauzo, da sem res prisotna tam in to je to. Plan je v bistvu, da ne delam nič. Plan je vsega čim manj. Torej bo bolj kot dopust, ali vseeno malo delavno? Bo to delavno. Itak se ne morva, se mi dva kamorkoli greva, je tudi vedno komp, pa vsaj zjutraj 1 urco, pa zvečer 1 urco, da podelaš. Jaz tudi nisem taka, da bi šla nekam, pa bi si za en teden, žgala avtomatski odgovor. Da me ni, ker se mi zdi, da mi to še večji stres povzroča. Imam furajš, da lepo zjutraj podelam, pa zvečer pa sem jaz up to date, vse imam lepo narejeno, vse vem, kaj na tekočem. Ampak definitivno pa ne bo več tako, kot so bila zdaj, ker so pač res 3/4 dela pač bila v kavarni na kompu, 2 kavi že imem in pač delala. A se prav spomnim, da si enkrat rekla, da se ti zdi, da je merilo uspešnosti tudi to, da lahko se odklopiš in veš, da bo vse laufalo brez tebe? Ja. Zato, ker če imaš ti neko podjetje in to podjetje ne zdrži brez tebe, pač je to en tak red fleka, ne? Pač ne sme biti odvisno od tebe, ljudje morajo znati pohendlati tudi stvari brez tebe, pa če je tako, pač pol imaš sam job, nimaš podjetja, ne? Je pa res, da jaz sem pač taka, da ful hočem vse vedeti in biti updatena, tako da na tem pač delam. To je tisto spuščanje, ki smo se prej pogovarjali, da ne mikromenedžiram vsake stranke, kaj se je zgodilo, pa vsak mail, kaj je prišel, pa tako. Si pa mogla verjetno priti do točke, ko si kdaj rekla tudi ne? Ampak tisti ne, brez občutka krivde. Ja, to še delam, ga še imam. Ja, ful ne znam reči ne. Tako da tle se pač še trudim. Postavlja tudi neke meje, pa malo bolj sebe dati na prvo mesto. Ker sem tako, to mi Zančnik ful lepo rekel, je rekel, da sem ful giver in ful dam, ampak tako brez pričakovanja karkoli nazaj, je to včasih pol ful izčrpujoče, ful sem empatična, ful čutam vse od drugih in dobro in slabo in zato po moje tudi to rabim biti sama, da se lahko pač rechargam. S svojima kužkama. Ja. Od njo verjetno nimaš teh trenutkov, da jih rabiš dati stran. Ja, veš, od Bela včasih tudi rabiš imeti. Ona je pač toliko živahna, toliko ima energije, da včasih jo pač sam primam, dam na travnik, zdaj pa tle se gon, kopel lukne pa vse. Če sem iskrena, kaj jo kdaj mami počuva, mi tudi paše, še vse. A veš, je odgovornost, Jaz, ko gremo doma, sem tako, 6 ur imam. Ne puščam jo dlje sama, ker pa ima dolg čas in mi grejo bedarije po glavi. 6 ur, pa tudi, če sta skozi sama, zakaj imam pol pse, 6 ur na dan maksimalno, da sta sama, a veš, in je neka odgovornost. Pa sprehod, pa tačke zbrisati, pa bomo jedli, pa se bomo malo poigrali, a veš, pa če hočem biti ta dog mama, ker sem prisotna, ne sam, da pač tam stane. Ja, kot si prej rekla, to je že skoraj otrok. Ja, skoraj da res je, ja. Bela sploh, kaj to dela. Blue bi imela 60, on pač sam tam je. On sam spi in on je, ampak ja, Bela je pa kar hudič.
Ali še v prihodnosti, bližnji prihodnosti pripravljate kakšen projekt, karkoli, kar se pripravlja, pa že lahko kaj zaupaš? A veš, da iskreno ne. Zdaj imava res ful v ospredju salon. Elinor zdaj ne, da spi, ampak imamo ene 3 izdelke. 3? Ja, imamo razvite. Čakamo na primeren, predvsem finančni čas, ker to lansirati je vedno ful finančni zalogaj. Zdaj je pač fokus v salonu. Dodajamo novo storitev, dodajamo zaposlene. Zdaj se je ena priključila, maja pride še ena, poletje prihaja, ki je tako ful busy. Tako da ne, meni je zaenkrat zdaj le sam cilj, da mi še naprej držimo, da plujemo. Vedno pa veš, kaj uletava, se to je pa pač skozi. Vedno, ko še valček, veš, ki je na gladini, ki te preseneti. Ali pa bi mogla Niko vprašati, kaj imate v planu? Ja, on jih ima zihar ful. Ja, on ima zihar, ne vem, kaj vse bo planiran. Boš videla, kmalo. Ja, mogo zraven priti. Mogoče boš pa kmalo spoznala, da imate ful plan. Ja, mogoče. Tole je odličen trenutek, da greva še samo na kratka vprašanja, za kratke odgovore. Okay. Tako čisto po naravi, si bolj jutranja ali nočna ptica? Jutranji. Ja. Čista. Pa ti to ful ustreza. Ja, jaz pa noč sploh ne funkcioniram. Ko mi kdo reče nekaj, da moram iti ob 6, 7, sem tako. Jaz sem tako že v pižami. Kaj bi sporočila mlajši Karin, če bi lahko karkoli poslala sporočilce? Da bo vse okej, da naj se neha toliko iskati potrditve pri okolici, pa zunaj sebe, da naj bolj zaupa sami sebi. Pa tako meni se zdi, da sem jaz kot najstnica ful preveč resno jemala življenje. Tako ful. Tako vse. Ocene, fante. Kako sem jaz to prejokala zaradi teh fantov? Veš, ko se ti zdi vsak heartbreak, tako konc sveta. Prijateljstva, tako cool je, da ljudje pridejo, grejo. Pač okej je. Ja, tako če bi šla še enkrat nazaj, bi ful z večjo lahkotnostjo plula čez ta najstniška leta. Ja, to. Imaš kakšno sladko razvado? Sladko razvado. A veš, da ne. Tako da bi kaj tazga imela prav specifično. Pač rabim eno kavo na dan, da sem srečna. To je to. Ne vem, da bi se zdaj kaj posebnega spomnila. A si tudi drugače bolj ljubiteljica slanega? Ja, sladko mi sploh nič ne. Če bi tle mi zidala torto ali pa en masten burek. Ali si takšna oseba, da obžaluješ stvari iz preteklosti, ali misliš, da se je vse zgodilo z razlogom? Ne, vse z razlogom. Ful nič ne obžalujem. Pač vse točno tako, kaj je moglo biti. Ja. Kaj pa je najlepši kompliment, kar si ga prejela, pa da se ga še zdaj spomniš? Ja, ful mi je lepo, kaj kdo pohvali mojo energijo. To mi je ful lepo, ker tudi sama ful delujem na energijo, ful jo čutam. Jaz mislim, da je spiritualnega in energetskega sveta ful več kot materialnega, zato sploh ne moram dojeti, kdo reče, kaj so te energije. Pač, veš, koliko je tega, kar ti ne moreš občutiti, pa je. In ful čutim to pri ljudeh, pri krajih, ful pri krajih. In ko mi nekdo reče, da imam lepo energijo ali pa auro ali pa tako dušico, mi je to ful lepo. Ja. Zelo lepo. Ja. Karin, to je bil en odličen pogovor. Vesela sem, da ti je bila kavica zelo všeč. Ja, le malo imam še zdaj za na konec. Evo, super. Hvala tebi za povabilo, je bilo veselje. Hvala.